Celje bo v novo leto stopilo kar dvakrat. Blagoslov Kon na Štefanovo. Boste 1. januarja tudi vi tako pogumni in skočili v Savinjo? Slatinčani kot najboljša ekipa s Celjskega. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, še zadnjič v tem letu lepo pozdravljeni v naši informativni oddaji Dogodki dneva. Bliža se konec leta in zadnjim dnem decembra tudi najdaljša noč v letu, silvestrska noč. A Celjani so že nekaj let znani po tem, da v novo leto stopijo kar dvakrat. Najprej z otroškim silvestrovanjem ob 12. in nato še s silvestrovanjem, ki se začne ob 22. na Krekovem trgu, na katerem župan Bojan Šrot vsem Celjankam in Celjanom ter ostalim obiskovalcem zaželi uspešen vstop v leto, ki prihaja. Pravlična dežela v Celju je letos stara 18 let. Vsa ta leta je dogajanje na glavnem in ostalih trgih mestnega jedra v Celju postalo prepoznavno širom Slovenije. Tudi s pomočjo pravličnih vlakov, ki vozijo obiskovalce iz različnih krajev po Sloveniji, letos prvič tudi iz Zagreba. Pestro dogajanje so organizatorji pravlične dežele, ki je vrata odprla 15. decembra, pripravili tudi tokrat. 26. nas je obiskal dedek Mraz, ta je ta, ki napoveduje mraz in potem zimo, tako da upamo, da tudi to bo. In pravijo, da bo tudi nekaj snežink, morda bo pa le za okras, vsi v nestrpnem pričakovanju. In tako stopnjujemo dogajanje. V petek bo naša pravlična gostja Sabrina Zavšek, v soboto Sanja Poljšak Pesen in na najotroško silvestrovanje prihaja Ditka. Tako da, če res, kar nam je dedek Mraz obljubil, nas bo v nedeljo 5 pred 12. ujel in seveda bomo mi kar 12 ur pred vsemi ostalimi vstopili v novo leto. 16 dni pestrega dogajanja je v Celje privabilo ogromno obiskovalcev. Te bodo šteli še do nedelje 31. decembra. Začenjamo pa ob 10. uri za otroško silvestrovanje. Bleščičimo svoje obiskovalce do 10 in 17 minut. To je v bistvu čisto posebno doživetje, kamor pridejo otroci, da so tudi del vilinskega dogajanja. Potem pričakujemo ob 11. glasbeno gostjo Ditko, 5 do 12. samega dedka Mraza in potem bomo rajali, seveda odštevali novo leto, točno opoldne, ko zvono odbije in poletijo baloni v nebo. Se pravi, mi nazdravimo z otroškim šampanjcem in potem rajamo do 13. ure, ko v Celju seveda lahko silvestrujejo naši pravlični gostje dvakrat. Otroško silvestrovanje pa bo pripeljalo do tistega za odrasle. V novo leto boste, kot ponavadi, lahko stopili na Krekovem trgu od 22. ure naprej, tam vas bo zabavala skupina Kingston. Konjerejsko društvo Celje, ki je lani praznovalo 20. obletnico svojega delovanja, je tudi letos na Štefanovo 26. decembra pripravilo blagoslov Kon. Tudi letos so konje blagoslovili pri farni cerkvi Svetega Duha v Celju. Konjerejsko društvo Celje je svoje praznovanje jubileja lani obeležilo z novimi prostori. Ob tej obletnici smo otvorili na Lopati novo zgrajeni dom, na katerega smo zelo ponosni. Iskreno bi se zahvalil vsem članom in članicam. Vsi namreč vsako leto sodelujejo pri blagoslovu Kon, dan po Božiču. Na dan svetega Štefana, zavetnika naših plemenitih živali, priredimo vsako leto blagoslov Kon v farni cerkvi pri Svetem Duhu. Hvala vsem konjenikom in gospodu župniku za blagoslov. In tako župnik na Štefanovo blagoslovi konje. Bela, lepo se drži na kameri. Ja, tole niso konji. Še pa enkrat tudi zadnji. Blagoslov je potreben zato, ker naj bi po legendi sveti Štefan z znamenjem križa ukrotil divjega konja, s čimer je prevzel zavezništvo nad njimi. Da bi bili konji zdravi, ukročeni in močni, pa torej vsako leto poskrbi tudi Konjerejsko društvo Celje. Na novega leta dan se ljudje prebujamo z novimi cilji, idejami in tudi z obljubami. Tisto o bolj zdravem življenju lahko uresničimo že 1. januarja na Celjski Špici.
Tudi v letu 2018 bodo tam namreč skočili v Savinjo, ki ne bo postregla ravno s kopalnimi temperaturami, a najpogumnejših to verjetno ne bo zmotilo. Skok v Savinjo se bo zgodil tudi letos. Gre za tradicionalno druženje na Celjski špici, ki se bo 1. januarja zgodil že 9. Vse skupaj pa se je začelo leta 2009. Za Božič 2009 smo prižgali radiatorje, so bili topli radiatorji, vse je bilo pa še v zelo surovem stanju. In takrat je Jože rekel, zakaj pa ne? In pol je prišel Jože, pa še 5 nadebudnežev je prišel takrat skočiti Savinjo, tudi naš župan je bil takrat in še velikrat potem. In pol je ratal, pa smo rekli, pa bomo drugo leto spet, pa tretje leto, pa je bilo 5 plavalcev, pa je bilo 10, pa 20, pa 30, zdaj se giblje okoli 50 plavalcev, ljudi na bregu je pa vedno več, tako da težko jih je prešteti, med 1000–1500 ljudi se pride malo zluftati, po domač povedan 1. januarja po kosilu in pride na špico, se malo pogledati, poveseliti, čestitati novo leto in to je to, tako da to je že zdaj neka tradicija. Približno kako dolgo so ti pogumneži v vodi? Ja, oni zaplavajo cirka 50–60 metrov in so v vodi nekje, odvisen kako hitro kdo plava. Enim se mudi, enim se pa nič ne mudi, kot da jih nič ne zebe. Noter so kakšne pol minute približno. Se morda sliši malo, a 30 sekund se hitro lahko zdi zelo dolgih, sploh glede na temperature, ki so takrat v Savinji. Savinja ima nekje 3–4 stopinje, kar je tudi toplo, ker velikrat je 1 stopinja, malo nad lediščem. Zunanje temperature pa so za 1. januar napovedane do okoli 8 stopinj Celzija. Čisto drugače kot par let nazaj, ko je bila Savinja res ledena. Najhladnejša Savinja je bila 2 ali 3 leta nazaj, ko je bil led, plavo je led, bila je okovana v led in je bila pol stopinje tam, pol do 1 stopinjo, to je res mrzla, tu se vsaka stopinja pozna. Hrabrost je skočiti v ledeno reko, vsem spoštovanjem do vseh, ki skačejo v morje, ki ima 10–12 stopinj, to nekako gre. Skočiti v 1 stopinjo hladno vodo pa ni mačji kašelj, tako da morajo biti ljudi, naj bi bili zdravi. Do zdaj, hvala Bogu, vseh teh letih nismo imeli nobenih problemov, nobenega, Bog ne da infarkta ali česarkoli drugega. Bil je saj rahel krč pred leti v nogo plavalca, ampak to so tudi reševalci, so potaplači in pa moji kajakaši so v čolnih, tako da za varnost je absolutno poskrbljeno, pa tudi kak doktor je na bregu, tako da to je vse tako, kot mora biti. V Savinjo boste lahko skočili 1. januarja, točno ob 14. Košarkarski klub Šentjur in dosedanji trener članskega moštva Andrej Žakelj sta sporazumno prekinila sodelovanje. Šentjursko vodstvo je že predstavilo njegovega naslednika. To je postal Jakša Vulič, ki je z domžalskim Heliosom pred 2 sezonama postal državni prvak. Šentjurčani bodo jutri gostovali v Laškem, medtem ko bo Rogaška, ki izmed klubov s Celjskega najbolje kaže na lestvici, gostila Helios. Slatinčani predvsem v mesecu decembru zelo dobro igrajo. Brez premora bodo zaključili leto 2017. Ja, res je. Zdaj na koncu meseca smo malo dvignili formo. Tekme smo jih dosti zmagali. Par kiksov smo imeli sicer proti Heliosu, recimo. Tako da se pozna, mislim, uturjenost, ampak to je pa v vseh ekipah enako, ker imamo vsi enak ritem. Je pa šlo nam to na roko, da smo igrali zdaj le 4 tekme doma, tako da je to en plus, da nismo imeli nekih dolgih poti pred sabo. Slatinčani želijo v enakem slogu igrati tudi v prihodnje. Ritem niti za trenutek ne bo popustil. Ja, jaz upam, da bomo tako nadaljevali, da tudi zdaj le Helios se dobro pripravimo, pa jim vrnemo za poraz, pa potem takoj po novem letu imamo spet ABA ligo, tako da to je prva povratna tekma. Mislim, da smo tam mogoče malo kiksnali, ker smo imeli tekmo, smo bili v tekmi, ampak da bomo dobro odigrali. Že jutri bo v Rogaški Slatini v zaostali tekmi prvega kroga državnega prvenstva gostoval domžalski Helios, ki velja za zelo neugodno ekipo. Helios je dobro sestavil ekipo, tam ko smo igrali pred njih, smo bili mi čisto v kontraritmu, oni so zelo dobro to izkoristili. Kakor vemo, ima Helios dobro tranzicijsko igro, zelo hitro steče iz obrambe v napad, tako da mi se moramo postaviti proti njim, kakor je za vsako ekipo, ne glede na to, da vemo, da recimo Brodnik ne sme igrati proti njim zaradi registracije.
Tako da maksimalno koncentrirano, zaupati vase, kakor ste že povedali, imamo pač pozitiven skor zdaj in iti iz minute v minuto. Kaj pa želje za prihodnost? Ja, pa jaz upam, da gremo tako nadaljevati, da tudi z januarjem pa naprej, februar, marc, tempiramo formo, da bomo takrat najboljši. Rogaška je na prvenstveni lestvici druga, Hopsi 4., Šentjur 9., Zlatorog pa 10. Jutri bo zmerno, občasno pretežno oblačno in po večini suho. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, zapihal bo jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od -10 do -1, ob morju malo nad ničlo, najvišje dnevne pa od 3 do 6 v alpskih dolinah severne Slovenije okoli nič, na obali do 9 stopinj Celzija. V nedeljo bo na severu in severovzhodu še nekaj sonca, drugod se bo čez dan od juga pooblačilo. Pihal bo jugozahodni veter. V ponedeljek bo oblačno, na zahodu se bodo pričele pojavljati padavine, ki pa se bodo čez dan širile proti vzhodu. Meja sneženja se bo v noči na torek spuščala. Toliko, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, v zadnji letošnji informativni oddaji. Hvala lepa za vašo družbo, bodite pa z nami tudi v letu 2018, v katerem vam celotna ekipa televizije Celje želi veliko zdravja in veliko sreče.